Kristina in Bor si ogledujeta posledice neurja, ki je v noči s ponedeljka na torek besnelo po državi. Tukaj vidimo podrto drevje, ki ga je veter podrl in prelil tle vsa gozd. Noč s silovitim neurjem je v njihovi vasi povzročila veliko razdejanje. Veje so ropotale, ob okno in streho so se zaletavale in se je ful čudno slišalo, no. Najbolj grozno je bilo, ko se je drevo podrlo, pa ko je pokalo. Ker so drevesa padala tudi na cesto, ju šolski kombi v torek zjutraj ni mogel pobrati. Všeč mi je bilo doma, igrala sva se, pa Bor je delal domačo nalogo, jaz sem pa pisala črke. Pouka na osnovni šoli Škofljica, ki jo obiskujeta Kristina in Bor, se ni mogla udeležiti približno 10 tamkajšnjih učencev. Ravnatelj pravi, da jim manjkajočih ur ne bo treba nadomeščati. Večina prijateljev živi tam na Gradišču pa v Smerenih in tudi oni niso šli v šolo, tako da jih je bilo v razredu zelo malo. Na srečo pa nove snovi niso imeli. Tisti, ki so pa šli v šolo, so pa rekli, da ni bilo elektrike nekaj časa. S podobnimi težavami so se srečevali tudi na drugih šolah po državi. Elektrike na primer ni bilo na osnovni šoli v Rakeku, kjer so si pomagali s svečkami. In ker sem prišla v razred, so bile povsod lučke. Mi je bilo pa tako všeč, ker so bile lučke, pa lepo sem se počutila. Ponekod po državi pa je bilo še huje. Šola Stara cerkev v Kočevju je bila zaprta 2 dni. Več dni so bile zaprte tudi nekatere podružnične šole na Koroškem, kjer so pouk organizirali v matičnih šolah. Pouk je v torek odpadal tudi v Bohinjski Bistrici in šoli v Cerkovcah v občini Kidričevo. Tam bodo zamujeni dan pouka morali nadomestiti katero izmed prihodnjih sobot. Vremenoslovci napovedujejo, da bo danes ponoči in jutri zjutraj snežilo, najbolj na jugu države, potem pa se bo vreme umirilo.